Mirko Cigler, dobrodošli v studiu Vala 202 na Radiu Slovenija, ste pa kar pogost gost. Hvala lepa za vabilo. Ja, sem pa tja sem. Glede na izkušnje in glede na dogajanje v svetu ne preseneča. Geopolitični in varnostni analitik, publicist, ki redno objavlja v Dnevnikovem objektivu, impresiven je vaš življenjepis. Bi vas pa takole vprašal, glede na svet, ki ga danes živimo, zdi se, kakor da pravila ne veljajo več. A vam vse to znanje, vse te izkušnje pri razumevanju današnjega sveta koristijo ali včasih otežujejo razumevanje današnjega trenutka? Ja, v resnici imate prav, ne? Eno in drugo. Ne? Najprej moramo razumeti, da vsak čas ima svoje zahteve, načela, izhodišča in tako naprej. Nekaj, kar se nam danes v preteklosti zdi, da je bilo bolj enostavno, v času, ko se je dogajalo, ni bilo tako. Ne. Je pa res, da spremembe, ki smo jih priča danes, so veliko hitrejše, veliko globlje in zaradi tega je tudi reakcija na njih veliko bolj različna. Sicer je pa že Gramsci v svojih zaporniških zapisih ugotovil, ne, da je čas, ko se staro poslavlja, novo pa še ni rojeno, čas tranzicije, čas kriz in čas izzivov, ki prinašajo neodgovorjena vprašanja glede bodočnosti. Kaj bi pa vendarle rekli, je za ta današnji čas, za mednarodne odnose, kakršni pač obstajajo v tem trenutku, kaj je novost današnjega časa v primerjavi s prejšnjimi obdobji? Kaj je zares novo? Zares nova je ta arogantnost, je ta grobost, je to eklatantno nespoštovanje mednarodnih norm, zakonitosti, človekovih pravic, institucij, postopkov. Vse to, kar je nekako v preteklosti predstavljalo en korpus pod narekovajih normalnega obnašanja v mednarodnih odnosih, je danes s to komplicirano osebnostjo ameriškega predsednika nekako se potem kot pandemija razširil v vrhove mednarodne politike. Delno so njegovo, da rečem, metodologijo komuniciranja s svetovno javnostjo, pa tudi z domačo javnostjo prevzeli ali pa prevzemajo tudi drugi svetovni voditelji in potem tudi kasneje nižje po teh odločevalskih verigah. Ne. Tako da se mi zdi, da to je ena temeljna razlika današnjega funkcioniranja sveta in komunikacij v primerjavi z recimo neko bližnjo preteklostjo. V takšnih okoliščinah čemu še služi sklicevanje na mednarodno pravo? A je to en tak naiven spomin na preteklost, neka nostalgija? A je to neka nuja, če želijo sploh manjši v tem svetu preživeti? Vztrajanje, ponavljanje tega mednarodnega prava? Ja, za manjše je seveda to nuja. Ne? Za velike je, kot bi rekel Tukidid v Peloponeških vojnah, ne? Veliki se obnašajo tako, kot se obnašajo, zato ker se lahko. Ne? Za majhne države pa je seveda silno pomembno, da ta temeljna načela mednarodnega prava, ureditve, odnosov, institucij, da ostanejo čim manj ogroženi oziroma da se postopno menjajo in spreminjajo, tako kot se spreminjajo mednarodni odnosi. Tu seveda so neke stvari, da rečem, temeljne take, ki jih velja čim bolj zabetonirati, hkrati pa neke druge, zlasti ko govorimo o mednarodnem vojnem pravu, pa takšne, ki nujno potrebujejo posodobitev in prilagajanje novim mednarodnim in varnostnim razmeram. Koliko vojaške etike je danes še prisotne v vojskah različnih držav tega sveta? Ja, jaz upam, da je še nekaj ostalo. Vendar to, kar sem pravkar govoril, tu so potrebne velike spremembe, ker so v sami načinu sodobnega vojskovanja nastale take fundamentalne spremembe. Ne. Poglejte,
umetna inteligenca, ne. Algoritmi umetne inteligence. S pomočjo njih je v dobršni meri Gaza spremenjena v sodobno Kartagino, ne. Torej, kdo je zdaj za to kriv? Je algoritem vojni zločinec? Je vojni zločinec tisti, ki je ta algoritem napisal? Ali je vojni zločinec tisti, ki je ta algoritem izkoristil za to, da je naredil to, kar je naredil, ne? To so recimo vprašanja današnja, ki se, kot vidimo v Ameriki, že postavljajo v konkretnem primeru spora ene od vodilnih ameriških inštitucij za to umetno inteligenco, ki je odklonila oziroma prepovedala ameriškemu ministrstvu za vojno uporabljati njihove zmogljivosti inteligence za vojne namene, ne. To je eno tako konkretno vprašanje. Govorite o Palantirju? Ja. Ne. Drugo vprašanje je seveda, kaj je zdaj s tem z vojno nadaljavo, ne. Trumpova izjava, da bo izbrisal civilizacijo Irana, ne, je v srži vojni zločin. Javno deklariran urbi et orbi, ne, celemu svetu, ne. V kakšni situaciji zdaj je ameriška vojska, ne? Vsak profesionalni vojak ve, da ukazi, za katere oceni, da so v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, da take ukaze ne sme izvrševati, ne. Kaj se zdaj dogaja z ameriško vojsko, ki je javno prisiljena, da izvršuje ukaze svojega vrhovnega poveljnika v tem smislu, ne? Menite, da zaradi nekih vsaj osnovnih zametkov upora prihaja do vseh teh menjav v ameriški vojski na visokih položajih? Ja, to je zelo zanimivo, ne? Kaj se dejansko dogaja znotraj ameriških oboroženih sil. V javnih medijih, ne ameriških, niti svetovnih, o tem skoraj ne moremo ničesar prebrati, ne. To, da je tako rekoč v jeku prve faze vojne z Iranom zamenjan najvišji poveljujoči častnik ameriške vojske, torej načelnik Združenega generalštaba, ne, brez kakršnekoli posebne objave oziroma pojasnila, je verjetno en indic, da se znotraj tudi samih oboroženih sil Združenih držav dogajajo resne zadeve. Skozi svoje pisanje, publicistično udejstvovanje na podlago dolgoletne seveda kariere, se mi zdi, da poskušate ves čas zelo analitično, racionalno vrednotiti oziroma poskušati razumeti seveda aktualno zunanje politično mednarodno dogajanje. V vseh teh potezah Trumpa, pa tudi drugih, recimo jim milo rečeno samodržcev tega sveta, a lahko oziroma a prepoznavate neko logiko, nek racio za njihovimi potezami, ki so težko doumljive, ki so grozne in večkrat ne samo na meji, ampak čez mejo tudi mednarodnih vojnih zločinov? Ja, za samodržce sodobne, pa verjetno tudi, če bi pogledali nazaj v zgodovino, bi prišli do istih zaključkov, ne. Velja, da so popolnoma samoprepričani, da so tudi genialni vrhovni poveljniki, da so genialni vojskovodje, ne. Ni treba iti daleč v zgodovino, ne, do druge svetovne vojne in famoznega slikarja, ki je menil, da je tudi vsaj na ravni ali še višje od svojih pruskih feldmaršalov, ne. Danes se to dogaja prav tako, ne. Trump je kot trgovec, ne, kot biznismen, ne, kot kšeftar, zelo impresioniran z vojaško silo, ne. In on praktično poudarja v vsakem trenutku, da je njegova oziroma ameriška zunanja politika oziroma diplomacija zaslombo sile, ne, pa diplomacija sile, če hočete reči, ne. Na drugi strani, seveda, Putin v vojno z Ukrajino ne bi stopil, če ne bi enako verjel v superiornost ruske oborožene sile in v
svojo vojaško genialnost kot prvega človeka Ruske federacije. Ne. Zdaj, Xi Jinping na Kitajski je zgodba malo drugačna, ker je pač kitajski odnos do vojaške sile in do uporabe vojaške sile v mednarodnih odnosih zaradi njene tisočletne zgodovine, ki je do do zunanjega sveta nastopala drugače kot zahodne sile oziroma zahodne civilizacije. Pa vendar, ne, v zadnjem letu smo priča, da je vseh teh treh največjih silah sveta prišlo v vojaških vrhovih do zelo podobnih, lahko rečemo, čistk, ne vemo točno, ali so to bile čistke. Vsekakor to kaže ta odnos, bi rekel, teh sodobnih globalnih avtokratov do njihovih oboroženih sil oziroma do odnosa med vrhom politike in vrhom vojske. Ne. In manj kot je tudi strokovnega, iskrenega feedbacka, povratne informacije, hitreje se zgodi, da se človek zaračuna, no, milo rečeno. Ja, torej prav ta zadnja vojna v Iranu mogoče najbolj nazorno kaže to, kar pravite, kako se lahko zelo hitro zakalkuliramo. Ne. Sami ste tudi večkrat pisali o Trumpovem podjetniškem motu, ki ga je prenesel v predsedovanje, in to je, da nasprotnika premagaš tako, da ga izčrpaš. A je to tisto, kar dan današnji pravzaprav živimo? Izčrpavanje z vsemi ne povsem apokaliptičnimi sredstvi, kar pomeni jedrsko orožje, denimo. Druga sredstva pa so lahko carine, raketni napadi, sprožena naftna gospodarska kriza in podobno. Je skratka čas, ki ga živimo, čas izčrpavanja nasprotnika z vsemi sredstvi, razen z jedrskim orožjem. Je, tudi zato, ker ga ni možno ali pa ni ga moč na hitro premagati. Ne. Zdaj, vojna v Iranu je nenavadna tudi zato, ker se v tako kratkem času, govorimo par tednih, mesec pa še neke nove karakteristike sodobnega vojskovanja, ki v resnici niso tako eklatantno izstopale niti v zdaj že 5. letu vojne v Ukrajini, kažejo. Ne. Torej, prvo, samo z vojaško silo ni mogoče politično zmagati. To lahko zaključimo po dobrem mesecu iranske vojne. Ne. Torej, Amerika v Iranu je absolutno vojaško superiorna sila. Ne. Iz zraka, torej iz odstojanja, je v tem mesecu tako rekoč do tal uničila vse strateške ali pa skoraj vse strateške zmogljivosti iranske države. In te niso bile majhne. Ne. Torej, njihovo protizračno obrambo, njihovo letalske sile, potopila njihovo mornarico in tako naprej. Ne. In vendar, bolj ko grozi z vojsko, on in minister vojne, bolj ko grozita z vojsko in vojaškim uničenjem, bolj se mu politična zmaga v tej vojni odmika. Ne. In bolj odločno in, če hoče, tudi agresivno, diplomatsko nastopa Iran v zoperstavljanju tem ameriškim metodam. Ne. Zdaj, Iran je naredil v resnici točno to, kar nekje Trump v svojem ali pa njemu pripisanem znamenitem delu umetnost barantanja, ki naj bi bila neka njegova varianta sodobnega Sun Tzuja, umetnost vojskovanja, poudarja, da je ta element izčrpavanja nasprotnika eden ključnih za doseganje dela, kot to on imenuje. Ne. In to je naredil Iran. Ne. Iran je vojaško težišče ali pa težišče iz kinetične vojne, klasične vojne, v vsega nekaj tednih preobrnil in
postavil svoje težišče, ki je ekonomsko, finančno, energetsko in tako naprej, kot dominantno, odločujoče, tako da ga je razširil najprej na regijo, torej Bližnji vzhod, in potem globalno. Ne. In s tem je praktično tudi ameriško celotno moč, ne samo vojaško, postavil v inferiorni položaj. Ne. Tu je seveda še eno veliko nerešeno vprašanje, ki je vezano na vprašanje deklariranih v nasprotju z resničnimi strateškimi cilji vojne. Ne. Navzven se kaže, da ZDA oziroma njihov predsednik niso sposobne jasno artikulirati, kaj je dejanski končni cilj njihove vojne z Iranom. Ne. Ali je to res zaseg obstoječega obogatenega urana in sposobnosti za proizvodnjo jedrskega orožja, ali je to nafta, nadzor nafte, ali je to sprememba političnega režima, ne, te trije cilje, ki se omenjajo, ne. Ali pa je v resnici ta vojna, to, kar razni teoretiki zarot radi omenjajo, še ena od mnogih ameriških proksi vojn, ne, posredniških vojn, in da sta dejanski, ali pa da je dejanski strateški, geopolitični cilj Združenih držav v resnici ni Iran, ampak s pomočjo Irana z ene strani slabitev Kitajske in z druge strani slabitev evropskih skupnih institucij, torej Evropske unije in NATO. Lahko razumemo na en ali na drugi način, verjetno, če ni ta cilj eksplicitno tako formuliran v ameriških doktrinah in politikah, pa realno deluje v to smer. Kako vi razumete situacijo najbolj? Nisem prepričan, če ameriški intelektualni nivo na tej stopnji res sega tako daleč. Ne. Vsekakor pa je negativni efekt te vojne na Kitajsko in na Evropo evidenten, hkrati kot je enako evidenten pozitivni efekt te vojne na Rusijo, ne. Kar v končni fazi vse deluje sinergično na ameriško vztrajanje ali pa poskus, da zagotovi kontinuiteto Pax Americana, torej vodilne vloge Amerike v tej svetovni arhitekturi. A je za Evropo možnost, da ta Trumpov mandat le nekako preživi, prevedri, poskuša ga nekako zvoziti in upati, da bo naslednji ameriški predsednik vrnil pravila igre v tako, kot je bilo nekoč? Ali pričakujete skratka po koncu Trumpovega mandata kakšne silne spremembe v ameriški zunanji politiki ali pač ne? In se bo morala Evropa v vsakem primeru bolj odločno, dodatno odločno postaviti na lastne noge? Ja, to, kar ste zdaj rekli, je pravzaprav en od dveh generalnih pogledov na trenutno stanje in prihodnost transatlantskih oziroma evropsko-ameriških odnosov. Ne. Torej pogled, da je Trump ameriška politična aberacija, ki bo trajala še največ 3 leta in potem bo prišlo do nekega reseta in se bomo vrnili v neko stanje, kot je bilo, ali pa vsaj podobno, kot je bilo. Ne. Seveda iz te podmene izhaja neka strategija, ne, in to je ta strategija prilizovanja Trumpu, spregledovanja vseh teh njegovih eskapad in nenavadnih napadov, žalitev in vsega podobnega. Bi rekel, nosilec te degutantne politike je v resnici generalni sekretar NATO, ne, Rutte, ki Trumpa kliče dedi, ne, dedi to, dedi un, res, da Evropa te ne podpira v vojni v Iranu, ampak v resnici so pa vsi s tabo ali pa skoraj vsi s tabo in podobno. Ne. Zdaj, obstaja pa druga komponenta tega,
tista, ki verjame, da je v resnici Trump samo izraz te globalne spremembe svetovne ureditve, o kateri sva že prej govorila, in da je ta proces irreverzibilen in da z odhodom Trumpa se v bistvu ne bo spremenil. Torej, ameriški interes iz Evrope je že v preteklosti se preselil in s Trumpom, bi rekel, tudi dokončno iz Evrope v Azijo in se ne bo vrnil. Seveda to pa zahteva popolnoma drugačno strategijo in pristop od te, bi rekel, prve, vseeno nekako optimistične ali pa wishful variante. Zahteva, da Evropa končno razčisti ta odnos z Ameriko in se pripravi, akumulira politično moč in pripravljenost, da se Ameriki zahvali za 80 letij njenega delovanja in podpore in pomoči Evropi in svojo prihodnost, vključno svojo obrambo, avtonomno načrtuje, planira in izvaja v prihodnosti. Torej, namesto resetiranja in obnavljanja neke transatlantske institucionalne povezave, priprava in graditev avtonomne evropske varnostne in obrambne strukture, ki je, jaz pravim, Evropska obrambna unija, še bolje pa mogoče Evropska samoobrambna unija. A si vi predstavljate okoliščine, ko bi podprli izstop Slovenije iz Nata? Samo v situaciji, ko bi, oziroma jaz sem prepričan, ne samo da bi, ampak tudi da bo, ko bo nastala nova evropska varnostna struktura, dovolj organizacijsko definirana, da bi jo lahko imenovali Evropska varnostna unija. Torej ne nek individualni izstop v varnostni vakuum, to vsekakor ne, to bi bil hud nacionalni varnostni izziv in neka poker game z zelo nejasnim rezultatom, temveč samo kot del evropskega procesa, tistega dela Evrope, ki bo sposoben in voljan, da za to skupno evropsko obrambo zares prispeva politično, finančno in vsakem drugem oziru. Kajti evropska varnostna arhitektura, Evropska varnostna unija ali kakorkoli bi se že imenovala, nujno zahteva en politični predpogoj kot sine qua non, torej kot nujni predpogoj, in to je nova politična organiziranost za politično odločanje. Odločanje v realnem času in prostoru. Brez tega je kakršnakoli zgodba o evropski komponenti NATO ali samostojno ali kakorkoli drugače je enostavno politična in varnostna fantazija. In tu seveda ta preskok v skupno politično odločanje bo nujna odločitev tistih držav, ki se bodo za to odločale, da en pomemben segment ali pa najbolj pomemben segment svoje nacionalne suverenosti, to je na področju mednarodne varnosti, obrambe, zunanje politike, iz svoje nacionalne kompetence delegira v točno določenih specifičnih okoliščinah, nekem supranacionalni evropski strukturi. Torej, govorimo o zelo velikih, fundamentalnih premikih, tudi pretresih, če hočete, ki bodo potrebni, da bo Evropa naredila ta svoj korak. To ni kozmetično popravljanje, to niso neki
taki manjši popravki, ampak zares koraki. Jaz sem globoko prepričan, ne samo, da Evropa to zmore, ampak da je tudi, da jo bo sam razvoj mednarodnih odnosov in torej tega strateškega cilja, ne samo, da hoče postati strateški za to globalno enakovrednost, ne, ki ji ga trenutno ostali trije globalni velikani, Amerika, Kitajska in Rusija, ne priznavajo, ne, in jo odrivajo tako iz Ukrajine kot iz Irana in drugih kriznih situacij, ne. Ampak da dejansko iz te triangularne svetovne ureditve, ne, trocentrične, tropolarne, trocivilizacijske, če hočete, ne, svet v novi, bi rekel, globalni ureditvi postane kvadratni, ne, in da je Evropa četrti vogal te ureditve, ne. Mirko Cigler, številne izkušnje imate po svetu, bili ste nastanjeni službeno ali tudi študijsko v ključnih diplomatskih vozliščih tega sveta, svoj čas v Pekingu, nekaj časa ste bili na iraško-iranski meji, bili ste v Washingtonu, bili ste v Bruslju, da ne naštevam dalje. Kaj od tega bi rekli, da vas je morda najbolj zaznamovalo in profesionalno oblikovalo? Morda izkušnja dela. Prostovoljno ste se javili Združenim narodom na razmejitveni črti konec 80-ih, ob koncu vojne med Iranom in Irakom. Je to tisto? In kaj pravzaprav ste tam počeli, če lahko opišete? No, na to vprašanje je težko odgovoriti, vendar v zdajšnjih okoliščinah bi rekel, da je mogoče leto dni preživeto pod zastavo Združenih narodov v Iranu. Mogoče to tisto leto, ki človeka najbolj zaznamuje, ker je bilo to leto soočenja, osebnega soočenja, ne, s tistimi najbolj trdimi, najbolj hudimi obrazi vojne, ne, oziroma takoj po vojni, ne. Jaz sem bil del prvega kontinenta mirovne misije oziroma opazovalne misije Združenih narodov po 8-letni vojni v Iranu, v tem najbolj, bi rekel, nevralgičnem delu v ustju Šat al-Araba pa gor do Močviri, to je bil sektor Ahvaza. Prihod v front, torej na bojišče, ki je bilo 8 let predmet najbolj intenzivnih vojaških in vsakršnih operacij, je bilo za, da rečem, mlade vojaške profesionalce z veliko znanja in nič izkušenj šokantno, ne. Moje je bilo še toliko bolj, da šele ko sem prišel v Iran, sem zvedel, da me čaka tudi torej zelo visoka in odgovorna poveljniška dolžnost. Sem bil namestnik poveljnika tega opazovalnega sektorja Ahvaz, to je področje kot skoraj današnja Bosna. In učenje skozi prakso v prvih fazah, ko so nas tako Iranci kot Iračani na frontni liniji sprejemali z navdušenjem, z prijateljstvom kot od Boga poslanih, od Allaha in tako naprej, s čajem, cigaretami, mandeljni in podobno. Se je po parih mesecih, ko so se stvari stabilizirale in so ena in druga stran začele poskušati popravljati to linijo prekinitve ognja, so se začele kršitve in seveda Združeni narodi smo bili tisti, ki smo te kršitve evidentirali in se je seveda situacija od začetne evforične prijateljstva zelo hitro spremenila tudi v
zelo neprijetno sovraštvo. Ne. To pomeni, da ste se morali kaj tudi umikati topniškemu obstreljevanju? Bilo je vse sorte, ne. Tudi to, ne. Večina nas je v tem času doživela tudi svoje svoj pravi ognjeni krst, od neposrednega obstreljevanja do topniških izmenjav in tako naprej. Kitajske bi se še dotaknil, tja ste prispeli konec 70. let, ne, kot namestnik vojaškega atešeja v Pekingu. A ste takrat že zaznavali kakšne znake, kako silovito se bo Kitajska v tem času razvila? Takrat je bila Kitajska seveda še popolnoma zaprta država, ampak to je bil čas zelo intenzivnih prijateljskih kitajsko-jugoslovanskih odnosov. Kitajska je pač takrat zelo intenzivno proučevala Jugoslavijo kot morebitni model, ne, politični model razvoja. Takrat je bilo že jasno, da sovjetski model, da rečem socializma, ne, po kulturni revoluciji za Kitajce ni bil sprejemljiv in so zaradi tega z zanimanjem proučevali vse aspekte jugoslovanske družbe. Ne. In to je odprlo neko družbo in to je omogočilo, da sva soprogo, ki je takrat študirala kitajščino na Pekinški univerzi, zelo veliko in intenzivno potovala po vseh krajih Kitajske, ki so bili takrat še zelo zaprti za družbo. Lani sem po 40 letih obiskal Kitajsko in daljšo potovanje po krajih, ki smo jih obiskala v tistih časih, konec 70., začetka 80. Preleteli smo direktno v Šangaj, ne, in ko sem prišel na obale Jangtsenkianga, je občutek nepredstavljiv. Ne. Enostavno si ne znam si predstavljati Ljubljane v eni taki spremembi, kot jo je doživela Kitajska. Ne. Kako bi izgledala danes Ljubljana? Vem, kako je izgledal Šangaj leta 1979 in kako je izgledal lani. Ne. Nepredstavljivo. Ne. To seveda je ena pomembna izkušnja, ki pomaga, da se vseh teh velikih in manj velikih dogodkih nekako ves čas samo korigiramo naš, bi rekel, eurocentrizem. Ne. Da naša podoba pa naše razumevanje sveta ni nujno svetovno razumevanje in podoba sveta in da drugi deli sveta imajo svoje lastne agende, svoje lastne poglede in svoje lastne prioritete in da evropska pot ali pa evropsko mesto v svetu, torej ta geostrateška samostojnost, suverenost, ne, ali pa sprejemljivost bo bolj od tega, kako bo regulirala svoje odnose z veliko trojico, ne, torej Kitajsko, Ameriko in Rusijo. Morda pomembno od tega, kako bo uspela zgraditi svoje odnose in preseči svoj, bi rekel, zgodovinski kolonializem, imperializem ali pa te njegove sodobne neosirogate in s temi novimi deli sveta, ki so prav tako pomembni in ki si prav tako poskušajo zagotoviti neko perspektivo in razvoj v teh globalnih razmerah, da bo s temi novimi družbami najdla nek skupni jezik, neke skupne interese in jih uveljavljala v neki kombinaciji ne nulte opcije, ampak neke win-win kombinacije. Skupni jezik, ne, ste bili primorani najti v tej svoji bogati karieri, naj bo to v Pekingu, naj bo to v ZDA, v Bruslju, tudi s svojimi, recimo temu, kolegi, diplomatskimi, vojaškimi, katerih morda pomenkovanj se takole najbolj spominjate, tistega v Pekingu z nekim ruskim diplomatom, ki je 10 let pred propadom Sovjetske zveze napovedal konec Sovjetske zveze, morda pomenkovanj z generalom Wesleyjem Clarkom v ZDA. Kaj je tisto, kar vam ostaja najbolj v spominu? Ja, vidim, da ste se dobro pripravili na ta pogovor. Ja, to so detalji, ki so bili pomembni, ne, ki mogoče v
trenutku, ko so se dogajali v nekem drugem času, drugem prostoru, so minili brez nekega velikega klicaja, ne, in da šele retrospektivno prihajajo nazaj kot mogoče veliki ali pa pomembni. Vse te službe so mi omogočale kontakte z mnogimi zanimivimi sogovorniki. Jaz sam sem se v vseh teh situacijah poskušal biti sam tudi njim zanimiv sogovornik, ne. In mogoče je to ena moja velika lekcija iz vsega tega, ne, da biti zanimiv, koristen, ne, sogovornik v tej veliki razpravi o prihodnosti sveta, regije, naši lastni prihodnosti, ni nujno odvisna samo od tega, od kod prihajaš, ampak v resnici od tega, kaj ti sam prinašaš v to razpravo, ne. Slišal sem, da ste iskren patriot, ves čas ste dosledno, strokovno, profesionalno, racionalno delali, se trudili za dobrobit te države. Preden ste začeli z objavljanjem tekstov v Objektivu leta 2014, ste bili po ZUJF-u upokojeni. A ste zaradi tega kadarkoli gojili kakšno zamero do države? No, zgodba je bila v tistem trenutku kar zoprna, ne. Nekega jutra sem se zbudil in nisem več vedel, ali naj ostanem v pidžami in kaj naj zdaj naredim s temi silnimi gvanti in srajcami in kravatami, ki nenadoma niso bile več aktualne, ne. Ampak seveda čas prinese svoje, in ta moja tretja, bi rekel, življenjska faza, publicistična, me danes popolnoma zadovoljuje in hčera me zadnje čase opozarja, da je mogoče že čas, da tudi na tem področju malček popustim in dam v nižjo prestavo. Mirko Cigler, spoštujem seveda voljo vaše družine, vendarle pa bi si upal reči na koncu, da upam, da boste še naprej prispevali mnogo lucidnih in aktualnih in v tem času potrebnih tekstov za Objektiv in še komentarjev seveda tudi čim več za druge medije. Hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202. Veliko sreče v prihodnje vam želim. Hvala lepa za vabilo.